Gospod Gorenak, tretji mandat, če sem prav seznanjen, danes začenjate, dobra ura uradnega dela je za vami, pa mogoče kako čisto ocenjujete prvi dan, kako bi ga pa primerjali recimo z prejšnjimi sklici? No, jaz mislim, da je pač neka normalna procedura teče, izvolitve predsednika državnega zbora in vse ostalo. Je pa ta zanos te bodoče koalicije, zlasti stranke Mira Cerarja, izjemen, oni so zdaj na oblakih, oni mislijo, da so pojedli pol sveta, bodo počasi tudi pristali na realnih tleh. Težko rečem, da se današnji dnev kaj posebnega. Visi v zraku ta zgodba okoli tega, da načrtujejo eventualno odvzem mandata gospodu Janši, ampak jaz vendarle upam, da bo prevladal nek razum. Rekli ste nič posebnega, ampak vseeno posebnost današnje ustanovne seje je tudi recimo to, da je kar nekaj ljudi se zbralo pred državnim zborom. V preteklosti takšnih mandatov, takšnih prizorov nismo bili vajeni. Zagotovo. Glede, mediji ste sami poročali o tem, da bodoča koalicija eventualno pripravlja, da danes potrditev vseh mandatov, jutri ali nekoliko kasneje, pa tudi odvzem mandata Janezu Janši. To počnejo tisti, veste, dve poslanski skupini, ki skupaj katerih vsaka posamezna je dobila manj glasov kot on sam. Glede, nekdo, ki je dobil 400, 500, 600 glasov, načrtuje odvzem mandata nekomu, ki je dobil 6000 in še več glasov. In času, ko je bil v zaporu, ki sploh ni mogel sodelovati na volilni kampanji, meni je bilo sram, da bi kaj takega sploh počel. Če vas še smem vprašati, kar 64 novih poslancev v tem sklicu, mogoče vi vseeno imate izkušnje z delovanjem državnega zbora, kaj bi jim svetovali, recimo, kako naj se obnašajo? No, jaz mislim, da poslansko delo, to sem vsakmu rekel tudi od naših, omogoča veliko delati, garati celo omogoča, imaš možnost uveljavljanja, ležernost je pa tudi mogoča. Posamezniki lahko mirno preživijo mandat, vi imate posameznike, ki se v 4 letih sploh ne oglasijo, imajo pa isto plačo. Tako da jaz jim svetujem vsakomur, da pošteno dela za pošteno plačilo, konec koncev imamo dosti velike plače in za to plačo je treba delati. Kje vidite mogoče možnosti sodelovanja vas oziroma vaše stranke z drugimi strankami v parlamentu? Vemo, da ste... Težko je še reči, najprej bomo mogli videti, kdo je v opoziciji sploh.